Danes je zasijala luč, luč življenja sredite me, da svetuje vsako srce. Jezus Kristus je ime. Danes je zasijala luč, luč življenja sredite me, da svetuje vsako srce. Jezus Kristus je ime. Naj puščava odzeleni, od veselja slika žari. A kjer so šamori, živi vodi, vse se prerodi. Danes je zasijala luč, luč življenja sredite me, da svetuje vsako srce. Jezus Kristus je ime. Privelimo ste slavo Boga, veličastimo svodo sija. Srcu žala se boreci kmetom, Gospoda tebe strahu. Danes je zasijala luč, luč življenja sredite me, da svetuje vsako srce. Jezus Kristus je ime. Rešenik prihaja vam, svojemu odkrite srce. Za ljubezen Boga, ki vešene, vaše sebe da. Danes je zasijala luč, luč življenja sredite me, da svetuje vsako srce. Jezus Kristus je ime. Danes je zasijala luč, luč življenja sredite me, da svetuje vsako srce. Jezus Kristus je ime. Jezus Kristus je luč, luč življenja sredite me, da svetuje vsako srce. Jezus Kristus je ime. Jezus Kristus je ime. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Milost in mir Boga našega Očeta in Gospoda Jezusa Kristusa z vami vsemi. In s tvojim duhom. Dobro jutro. Najprej in naj se spomnimo, da ker se 2 ali 3 zberejo v Jezusovem imenu, tam je on sredi med njimi. To se mi zdi, da je zelo pomembno, da se to vedno spomnimo, kadar smo skupaj. Skupaj smo seveda zato, ker smo mi in smo veseli, da smo kar smo, ampak smo to zaradi Boga in tukaj smo zaradi njega in zaradi nas. Skupnost je tista stvar, v kateri se človek prepozna kot Kristusov učenec v polni meri. Danes bomo dobili povabilo strani Evangelija, po eni strani in beril, da ostanemo zvesti Bogu in svojemu poklicu, s tem, da ohranimo svoje poslanstvo in svojo čistost. Po eni strani, po drugi strani pa nas bo Evangelij poklical k popolni predaji Kristusu. To pomeni brez rezerve. Bo Vili, sem prepričan, kaj več povedal o tem, pa jaz samo majhen anticipacijo zbujam. Kaj pomeni resnično slediti Kristusu? To je tista tema, ki se bo vzpostavila. In to mi poskušamo vsi skupaj, vsak posebej. Na tem mestu pa vas vse povabim, seveda mene tudi samega, da pogledamo nekoliko vase, v srce,
koliko v polnosti sledimo Kristusu, koliko smo pripravljeni spustiti vse ostale stvari, zato da se v njem najdemo. Priznajmo svojo grešnost, svoje grehe in prejmimo Božje odpuščanje. Odpuščanje pa prejmemo v polnosti samo takrat, kadar tudi mi odpustimo. Tega nas uči Oče naš. Zato se potrudimo zdaj tudi to, da spustimo vsako jezo in zamero iz našega srca, iz naših rok in misli. Vsemogočnemu Bogu In vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanjih, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame Boga nebeškega Očeta. usmili se nas, dobri Oče, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Amen. Gospodu, usmili se. Kristus, usmili se. Gospodu, usmili se. Molimo. Dobri Oče, dobrotno poglej na vsakega izmed nas, na našo slabotnost in nas brani svojo močno roko, tudi na priprošnjo našega zavetnika svetega Jožefa, da ne omagamo v boju z močmi teme v sebi in med nami, po našem Gospodu Jezusu Kristusu, Tvojem Sinu, ki s Teboj v občestvu Svetega Duha živi in nam je zvest vekomaj. Berilo iz prve Mojzesove knjige. Po teh dogodkih je žena njegovega gospodarja vrgla oči nanj in rekla: lezi z menoj. Pa ni hotel, rekel je ženi svojega gospodarja: glej, moj gospodar se ne meni ob meni za nič v hiši in vse, kar ima, je dal meni v roke. Sam ni večji od mene v tej hiši in ničesar mi ni odrekel, razen tebe, ker si njegova žena. Kako naj torej storim tako veliko hudobijo in se pregrešim zoper Boga? In čeprav ga je dan na dan nagovarjala, je vendar ni poslušal, da bi legel k njej in bil pri njej. Ko je nekega dne prišel, da bi opravil svoje delo, v hiši pa ni bilo nobenega služabnika, ga je zgrabila za obleko in rekla: lezi z menoj. On pa je pustil svojo obleko v njeni roki in zbežal ter odšel ven. Ko je videla, da je pustil obleko v roki in zbežal ven, je sklicala služabnike in jim rekla: glejte, pripeljal nam je Hebrejca, da bi se zabaval z nami. Prišel je k meni, da bi ležal z menoj, pa se na ves glas zavpila. Ko je slišal, da sem povzdignila glas in zavpila, je pustil svojo obleko ob meni in zbežal ter odšel ven. Pustila je njegovo obleko poleg sebe, dokler ni prišel gospodar domov. Tedaj mu je govorila z istimi besedami in rekla: k meni je prišel hebrejski suženj, ki si nam ga pripeljal, da bi se zabaval z menoj. Ko pa sem povzdignila glas in zavpila, je pustil obleko ob meni in zbežal ven. Ko je Jožefov gospodar slišal ženine besede, ko mu je govorila: tako mi je storil tvoj suženj, se je silno razjezil. Dal ga je prijeti in vreči v ječo, kraj, kjer so bili zaprti kraljevi jetniki. Tam je bil torej v ječi. Gospod pa je bil z Jožefom in mu je izkazoval dobroto, dal mu je naklonjenost v očeh načelnika ječe. In ta je izročil Jožefu vse jetnike, ki so bili v ječi. Karkoli se je tam naredilo, je bilo njegovo delo.
Načelnik ječe se ni menil za to, kar je izročil Jožefu. Gospod je bil namreč z njim in Gospod mu je dajal uspeh vsem, česarkoli se je lotil. Božja beseda. Odpev. Blagor vsakemu, ki se boji Gospoda. Blagor vsakemu, ki se boji Gospoda, ki hodi po njegovih poteh. Sadove truda svojih rok boš zares užival, blagor tebi, tebi bo dobro. Blagor vsakemu, ki se boji Gospoda. Tvoja žena bo kakor rodovitna trta sredi tvoje hiše. Tvoji otroci bodo kakor oljčne mladike okrog tvoje mize. Glej, tako bo blagoslovljen mož, ki se boji Gospoda. Blagoslovi naj te Gospod Siona, da boš užival blaginjo Jeruzalema vse dni svojega življenja, da boš videl svojih otrok otroke. Mir nad Izraelom. Blagor vsakemu, ki se boji Gospoda. Odpri oči mi, da vidim te, Jezus, da se te dotaknem in rečem, da tvoj sem. Ušesa odpri mi za tvojo besedo, srce odpri. Drugo berilo iz pisma apostola Pavla Galačanom. Pravim, torej, živite v duhu in nikakor ne boste stregli po želenju mesa. Kajti meso si želi, kar je zoper duha, duh pa, kar je zoper meso. Ta dva si namreč nasprotujeta, da ne bi delali tega, kar hočete. Toda, če se daste voditi duhu, niste pod postavo. Sicer pa so dela mesa očitna. To so nečistovanje, nečistost, razuzdanost, malikovanje, čaranje, sovraštva, prepirljivost, ljubosumnost, jeze, častihlepnosti, razprtije, strankarstva, nevoščljivosti, pijančevanja, žretja in kar je še takega. Glede tega vas vnaprej opozarjam, kar sem vam že opozoril. Tisti, ki počenjajo takšne stvari, ne bodo podedovali Božjega kraljestva. Sad duha pa je ljubezen, veselje, mir, potrpežljivost, blagost, dobrotljivost, zvestoba, krotkost, samoobvladovanje. Zoper te stvari pa ni postave. Tisti, ki pripadajo Kristusu Jezusu, so križali svoje meso s strastmi in poželeni vred. Če živimo po duhu, tudi delajmo po duhu. Nikakor ne iščimo prazne slave s tem, da drugega izzivamo in drugemu zavidamo. To je Božja beseda. Odpri oči mi, da vidim te, Jezus, da se te dotaknem
ušesa odprimi za tvojo besedo, srce odprimi, da vzljubim te, Jezus. Odpri oči mi, da vidim te, Jezus, da se te dotaknem in rečem, da tvoj sem. Ušesa odprimi za tvojo besedo, srce odprimi, da vzljubim te, Jezus. Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Mateju. Nekdo je stopil k njemu in rekel: Učitelj, kaj naj dobrega storim, da podedujem večno življenje? Dejal mu je: Kaj me sprašuješ o dobrem? Samo eden je dober. Če pa hočeš priti v življenje, izpolnjuj zapovedi. Katere? Mu je rekel. Jezus je dejal: Ne ubijaj, ne prešuštvuj, ne kradi, ne pričaj po krivem, spoštuj očeta in mater in ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe. Mladenič mu je rekel: Vse to sem izpolnjeval, kaj mi še manjka? Jezus mu je rekel: Če hočeš biti popoln, pojdi, prodaj, kar imaš, in daj ubogim, in imel boš zaklad v nebesih. Nato pridi in hodi za menoj. Ko je mladenič slišal to besedo, je žalosten odšel. Imel je namreč veliko premoženje. Jezus pa je rekel svojim učencem: Resnično povem vam, bogataš bo težko prišel v nebeško kraljestvo. In spet vam povem, lažje gre kamela skozi šivankino uho, kakor bogataš pride v Božje kraljestvo. Ko so učenci to slišali, so zelo strmeli in govorili: Kdo se torej more rešiti? Jezus pa se ozrl vanje in jim rekel: Pri ljudeh to ni mogoče, pri Bogu pa je vse mogoče. Tedaj mu je Peter odvrnil: Glej, mi smo vse zapustili in šli za teboj. Kaj bomo torej prejeli? Jezus jim je dejal: Resnično povem vam, ko bo Sin človekov v prerojenju sveta sedel na prestol svojega veličastva, boste tudi vi, ki ste šli za menoj, sedeli na 12 prestolih in sodili 12 Izraelovih rodov. In vsak, kdor je zapustil hiše ali brata ali sestre, ali očeta ali mater, ali otroke ali njive, zaradi mojega imena, bo prejel 100-kratno in dobil v delež večno življenje. Toda mnogi prvi bodo zadnji in zadnji prvi. To je Kristusov evangelij. Vesel sem vas, pa duhovnikov tudi. Tak se zdi lepo. Bogu hvala. Meni je ta bližnica do tega, kar so fantje oziroma možje govorili, zahvaljevanje. Hvala ti, Gospod, da sem v krizi, hvala ti, da ne razumem, hvala, da ti veš, kaj se dogaja zares. Kaj se zdaj dogaja? To, kar so fantje opisali, da se je Rimu zgodilo, se dogaja pri vsaki maši. V nebohod in binkošti je maša. Samo mi smo tako navajeni, da možakarji ponavadi premišljujete svoje stvari, kaj boste čez teden delali pa naredili, ko smo pri maši. No, potem, ko se ti odpre, pol nič več. Pol pa sprejemamo to, kar je Kristus, oziroma kar je diakon bral, kar Kristus dela in vabi. Jaz svojega egota ne morem spremeniti, s tem, da sem odločil, zdaj pa tako pa tako. Zares ga ne morem spremeniti. Recimo, da mi uspe, da ne kadim več, potem pa postanem tako všaben, da je v meni težko biti.
Recimo, to je napast. Pa več je takih. Predvsem smo pa mi občutljivi na to, kar Jezus tukaj v Evangeliju govori, na posest, na posedovanje, na to, kar imamo. Duhovniko nam zamerite zaradi pohlepa. Pa zaradi tega, če smo oholi in ošabni do vas, možakarjev, pa do žena tudi. To nam najbolj zamerite. Ampak prvo je prav to, kar Jezus tukaj danes pravi temu, kaj naj storim, ki ga sprašuje, kaj naj stori, da bo dedič. Kaj mu pravi? Prodaj, se pravi, podarjaj to, kar si in imaš. Potem boš sin in brat. Drugač boš pa nekaj drugega. Drugač boš pa to, kar je skušnava, ne? Da bi bil bogat, da bi se drugim šel Boga in da bi gospodoval. To, kar smo prejšnjo delo poslušali, pa imaš. Zdaj, jutri je pa spremenjenje. Jezus iz teh ranjenih možakarjev, Adamov, ki smo tukaj, tle smo sami Adami. Kaj dela iz takih Adamov? Najprej dela sinove. Če se z Jezusom družim, postanem sin. To je pri vsaki maši. Skupaj smo zakaj? Ker smo zanga sinovi. On nas pa pošle kot brate. Kaj to pomeni? Ja, da drug z drugim delimo dar, ki smo. Najprej sem jaz dar. Pa so pa stvari, ki jih imam. Da jih delim, to je pa Sveti Duh to dela, ne dela drugega kot to. Da se jaz pri vsaki maši zajem. Jaz sem tvoj ljubljeni sin, dragi moj očka, Bog. To v Jezusu. Jezus je zato kridal, da bi jaz lahko to rekel pri vsaki maši. In me pol pošilja domov kot brata, zakaj? Da bi delil to, kar imam z drugimi. Da bi vas prepoznal brate pa prijatelje. Ne tekmice, ki jih je treba okrog prinesti, se imiti Boga, pa jim gospodovati. To je laž. Zaradi tega je Kain ubil Abela. Zaradi tega. Čist zaradi drugega. Ker je v srcu verjel, da je njegova moč v tem, kar ima. Njegov oče je nehal zaupati Bogu, se je počutil nagega in preplašenega. Dokler jaz tega Adama v sebi ne odkrijem, ga mi Bog ne more vzdraviti. Hodim okrog bolan, pa ni res. Noben nima. Vsak mora enak z tega sveta. Kaj to pomeni? Kot sin, kot otrok, kot nekdo, ki pripada, ponižnost, ki jo Jezus uči, v čem je? Da sem ješ Božji sogovornik, to je moja ponižnost. Pa da si Božji sin in moj brat, to je ponižnost. Potem je naslednja pot, ki jo Jezus predlaga, oboštvo. Kaj pomeni oboštvo? Ja, mi imamo od Adama naprej v srcu vsi pohlep. In zdaj od okoliščine je odvisno, pa od tega, od naše svobode je odvisno. Ali ta pohlep dobi oblast nad nami in nismo več sinovi, nismo več bratje, nič več ne ustvarjamo, ampak podiramo tudi stvarstvo. Pohlep ubija stvarstvo. Ko jaz posedujem, sem že izgubil sebe, vas, otroke, ženo, življenje. Ko pa jaz sprejemam tako, kot je Kristus pokazal, kaj Kristus živi v sebe, to je uresničen moški. Jaz sem dar, očetov dar, sin. In vse stvarstvo mi je dano, da bi jaz tudi brate in sestre privedel k očetu, da jim pokažem očeta. To je moško dostojanstvo in ga ima vsak, ne samo duhovnik in redovnik. Vsak je bil krščen, je bil to povabljen. Da. V nebohod je kaj pa tukaj? Jezus me zdravi, česa? Da te moje skušnjave, da bi se rešil in dal vrednost in dostojanstvo s tem, kar imam. Pozabil pa na to, kar sem. In pohlep mi ukrade oboje. Če gledate skušnjave pretekle nedelje Jezusove, ne? Mi ukrade sinovstvo, mi ukrade bratstvo, mi ukrade otroke, mi ukrade mene, pokvari stvari, ki jih uporabljam, zato ki jih posedujem. Na koncu mi ostane samo tisto, kar sem podaril. Sem se zahvalil in sem podaril. Vse drugo sem v življenju zapravil in izgubil. In vsak se mora iz izkušnje naučiti ta dela masa, ki jih je prebral Brane. Ja,
Šele, ko so te ta stisnila zares, pa rečeš, Gospod, hvala ti, ker ti takega Vilija ozdravljaš. Pa nam ga računaš kot Petra, ne se spomnite, pa nam ga računaš kot na tvojega sina, sogovornika, brata, ki potem upa biti oče drugim, ki potem upa biti prijatelj, ki upa biti, kako bi rekel, ustvarjalec, ustvarjalec življenja, ki ga Bog daje vsem za vse. Ne, to se dogaja pri vsaki v Hristi. Jezus nas zato povabi tukaj. Tu je nebohod, tu smo pred očetom. On zdravi naša srca, kšotaka, kot smo brali tukaj. Nekaj časa te muči, ne tole, ki tle pravi, čaranje, malikovanje, razuzdanost, pa tako naprej. Ne? To je vsak dani boj, ampak ni zunaj, je znotraj najprej. Bolj prideš k maš, kaj ti Gospod želi dati? Svojo svobodo. Ti si moj ljubljeni sin, nas sprejmeš. A upaš iz tega živeti. To je pri vsake maši. Bingošti pa kaj? Je pa kličemo duhovto, Gospod, jaz prinesem k maši, kaj prinesem? Svoje delo, odnose, grehe, konflikte, strahove, omejeno pamet. Vse to pa dam Jezusu. Jezus, to je moje življenje tukaj. In ga dam v kruh in vino. In ker smo bili krščani, ker smo mi Kristusovo ostalo telo na tem svet, potem v moči vašega krsta, se pravi tega, kar je Kristus naredil, da nas ima za sinove, brate in tiste, ki z očetom sodelujejo, ne, ki je vse podaril za to, da bi z njim sodelovali, potem duhovnik v imenu skupnosti posveti, ti zdal svoje življenje, ti zdal svoje, z grehom ured. Smo dali tukaj in pa nam da nazaj, Gospod. Življenje vseh je hrana za vse. To je naša globoka resnica. In te možakarji, ki so bili v Rimu, so se tega zavedli. Kaj pa drugega? Začutili so, zato Luka lahko reče, zdaj, ko moram nekaj odločiti, jaz ta prvo pomislim, Gospod, kaj zdaj ti tle želiš, pa kaj bi rad. Mene Bog tega uči, ko se mi zapre, ne? Ko sem žalosten, ko doživim konflikt, ko doživim notranje napade, jezo. Takrat me vabi, da se mu zahvalim, Gospod, hvala ti najprej, da me zdajle maje, da sem se izgubil. Da zgubljam dostojanstvo sina, brata in tvojega sogovornika, da me hoče spodžagati. Najprej to. Potem lahko razmišljam, ne? In to premaš me Bog obnavlja, zato kličemo Svetega Duha, na naše življenje kličemo, da se v Binkošti zgodilo, v tvojem srcu, v tvojem, med nami. Pol prepoznaš v drugem nekoga, s katerim deliš Božji dar. Ki si ti. To se mi zdi, nam je podarjeno. V nebohod in Binkošti, mi smo zdaj tukaj, to se dogaja, v nebohod se dogaja. Gospod je že rešil zadevo, mi smo že rešeni zla, mi smo sinovi v sinu, zato nas vabi. Ta tukaj iz odlomka ni živo, nič tega, kar je ne ubija in pa tako naprej. Seveda ni živo, to noben od nas sam od sebe ne more. Rabiš celo življenje, da to razumeš. In izkustveno doživiš, da to sam ne moreš, 10 zapovedi iz sebe sam nihče ne zmore živeti. Iz Kristusovega duha pa kamot, zato te nosi, ne? Kot skupaj nas nosi Božji duh, pa nas ozdravi, pa pošle k drugim. Ja, kdo pa? In tega se učimo skupaj. Zato so tako dragocene naše skupine, slavljenje, itak, molitev. Brez molitve pa tega, da se zavedamo, da Bog vsega spoštuje, sprejema nam je naklonjen, je škoda, da se srečujemo, ne? Ampak si doživljate, kako vas obnovi Božji duh, tudi to, da se mi med sabo delimo svoje izkušnje, ravno tako Binkošti in delu nebohoda. Ker zavemo z tega, Bog me ima za sina, jaz imam tudi sebe lahko za sina in sem brat. To je moje dostojanstvo. To vedno znova povabljen. Pri vsaki maši, pri vsaki podelitvi med možakarji. Jaz vede, kako pa? Pa ko si prepodujemo kaj? Ja, da ne zmoremo, ne? Vsi povemo, da ne znamo biti tisti, ki odgovarjajo na dar, pa sebe doživljati kot dar, pa da sem brat, to je ponižnost, ne? Pa služim, ja, da delim to, kar sem prejel. To je ponižnost, oboštvo, služenje. To je Jezusova pot in te nas duh uči. Vsi smo šli skozi križ, gremo skozi križ, kaj to pomeni? Mi gremo zdaj iz tega v nebohoda in Binkošti, smo tle, vsak v svoje življenje, skupnosti, tam, ker dela, živiš. In tam Bog zdaj na te računa, kaj? Daje ti duha, zakaj? Ja, da bi drugim pokazal, da si sin
in da so to tvoji bratje in da cvetiš, ko z njimi deliš to, kar si prejel. Ostane nam torej samo tisto, kar smo podarili. Tisto je resnično naše, ker takrat smo bili sinovi in bratje. Zato imamo vedno drug drugemu dovolj za odpustiti, sprejeti, da nam je Bog že odpustil in da smo poslani iz tega odpuščanja. Križ pa živimo tam, kot je. Ne? Mi gremo zdaj nazaj v življenje, v veliki petek in velika sobota, pa spet pridemo sem, pa je spet v nebohod, pa vstajenje in binkošti, pa gremo pa spet nazaj. Veliki petek, veliki četrtek, pa velika sobota, pa se spet odpočijemo v nebohodu in binkoštih, prmaši. Pa nas spet Gospod pove, vi ste sinovi in bratje, jaz vam dam moč, da z tega živite, pa ti spet pri koncu tedna zmanjka moči, pa gre spet v nedeljo. To Bog dela, to je vse poskrbljeno v naši veri. Bog je poskrbel, še posebej za možakarje. In tako pa mi skrbimo za vse tiste, ki so nadani otroci, žena, svet, dobrine, kot velik dar. No toliko. Bog vas živi. Pa hvala, da ste prišli, hvala vsem, ki to organizirate. Pred 10 leti sva z Daminom to fantazirala, ne? Kaj Bog želi zdaj za nas? Kje so zdaj možakarji? Kristus res brez možakarjev? Kako to? Kako deluje? Pa drugod se je tudi to dogajalo. V Rimu je potrditev, ne? Bog nas rabi osebno na vsega računa, na vsega. Vsak je sin, vsak je brat, vsak je prijatelj, vsak zna biti oče, pa če se si zna biti tudi oče. Če ne, sem pa kaj? Ena skaza. Žalostno. Amen. Vas povabim sedaj, da položimo pred Gospoda, ki je naš oče, svoje prošnje, zato da prejmemo njegovega duha in moč, pa da si bomo želeli in hoteli to svobodo, ki nam jo daje pri vsaki maši, pa tudi potem, ko drug drugom upamo sprejeti, take Božje, na katere Bog računa. Zato ga prosimo. Ena izmed moških odlik je zvestoba. Izrekamo in živimo zvestobo Bogu, našim ženam, dekletom. Vztrajamo zvesti dani besedi, zvesto ravnamo po svojih prepričanjih. In ravno moški to našo zvestobo se preradi izkrivljamo, se izmikamo, jo terjamo od drugih in nam zna biti v precejšnje breme. Dobri Bog, ohranjaj nas zveste, kot si že od vseh začetkov časov zvest ti. Dobri Bog, prosim te, užgi v nas svojega duha, da bomo urodje v tvojih rokah, da bomo spreminjali ta svet na bolje. Ta svet potrebuje spremembe na bolje. Pošli svojega duha in naredi iz nas tisto orodje, s katerim boš spremenil obličje zemlje. Gospod, pripelji k sebi vse može, ki so se v veri ohladili in oddaljili od tebe. Ponovno jih krsti z ognjem in svetim duhom, da bodo goreči pričevalci tvojega evangelija svetu. Prosimo. Dobri Bog, prosimo te, daj nam, možem in očetom milost, da bomo svoje družine in otroke znali voditi, kot je sveti Jožef vodil sveto družino in vedno iskali tvojo voljo. Dobri oče, izbral si nas tudi zato, da blagoslavljamo, da nosimo blagoslov naše družine, blagoslavljamo naše otroke, blagoslavljamo okolje, v katerem živimo in delamo. Hvala ti za duhovnike, ki nam dajejo tvoj blagoslov. Prosimo te pa tudi, da bi ga mi znali sprijeti in iz njega živeti, da bo ta blagoslov šel še na vse tiste, ki jih nosimo v svojih srcih. Dobri oče,
Ti hočeš in želiš, da bi se očetje, možje in sinovi držali prave poti, ki vodi v nebesa. Zato te po rokah svetega Jožefa prosimo za pravo ponižnost duha, nenavezanost na dobrine tega sveta in za vztrajnost pri izvrševanju dobrega. Prosimo, da usliši nas. Hvala ti, Gospod, ker si nas v tvojem duhu, pa na priprošnjo vseh bratov in sester svetnikov, že uslišal in nas utrjuješ v tem, kar smo zate in za druge, po Kristusu, našem Gospodu. Amen. Ta cruz, ki ga lovimo, prerastlesa po gorah, zmeteneno je postal. Kakor je bil ta cruz, ki ga lovimo, prerastlesa po gorah, zmeteneno je postal. Tako naj se zvele tvoja cerkev, ob koncu zemlje tvoje kraljistvo. Kakor je bila pijača, ki jo pijemo, skrita v groznih jagodah in je vino postala. Kakor je bila pijača, ki jo pijemo, skrita v groznih jagodah in je vino postala. Tako naj se zvere tvoja cerkev, ob koncu zemlje tvoje kraljistvo. Kakor je bil ta kruh, ki ga lovimo, prerastli se po gorah, zmeteneno je postal. Kakor je bila pijača, ki jo pijemo, skrita v groznih jagodah in je vino postala. Dobri Oče, darovalec nebes in zemlje, sprejmi to našo hvalno daritev, s tem svetim opravilom očisti naša srca, utrdi nas v sinovstvu, bratstvu in prijateljstvu s teboj in med seboj, po Kristusu, našem Gospodu. Amen. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Kvišku srca. Imamo pri Gospodu. Zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Spodobi se in pravično je. Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da se ti vedno in povsod zahvaljujemo, Gospod, sveti Oče, vsemogočni, večni Bog. S telesnim postom urejaš naše strasti, nam dvigaš duha, vlivaš moč in daješ plačilo po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Po njem tvoje veličastvo hvalijo angeli, molijo in v svetem spoštovanju slavijo vsi nebeški zbori svetih, še posebej se nas veseli sveti Jožef. Prosimo, sprejmi z njimi vred tudi našo hvalnico, kot ti zaupno pojemo. Obklonim srce izroči Jezusovi noga, ljubezni moč usmiljenje Jezusovi
Pričas sveci, 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 pričas sveci, 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 pričas sveci, 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 i Gospod. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato posveti, prosimo, po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno v trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: Vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: Vzemite in pite iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere. Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja, darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prijemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se Gospod svoje cerkve, razširjene po vsem svetu. Spopolni jo v ljubezni skupaj z našim papežem Frančiškom, našim nadškofom Stanislavom, škofoma Antonom in Francem in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se tudi vseh naših ranjih bratov, pa tudi sester, še posebej pa vseh naših ranjih staršev, starih staršev, prijateljev, znancev, ki so kot možje, kot fantje, hodili skozi to življenje in so zaspali v upanju na vstajenje, ter vseh ljudi, ki so umrli v tvoji milosti, ter jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili pa se tudi nas vseh, ki smo tukaj zbrani, da bomo v večnem življenju nekoč skupaj, z Božjo materjo Devico Marijo, z njenim možem Jožefom, z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni, in da bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu, Jezusu Kristusu. O Kristusu, s Kristusom in Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očitu, v občinstvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Molili bomo Oče naš, molitev 7 prošenj. Meni ob tej molitvi se poraja hvaležnost in mnogo zahval. Oče naš, hvala, ker si v nebesih in lahko računam na te.
te po Sinu in Svetim Duhom slavim, častim in posvečujem. Lahko se zahvaljujem za predokus nebeškega kraljestva na zemlji in se veselim izpolnjevanja tvoje volje za moje večno bivanje v nebesih. Obilico vsakdanjega kruha v materialnih oblikah mi daješ. Iz srca sem ti hvaležen za nebeški kruh in vino, ki ga bom z možmi deležen tudi danes. S sodelovanjem tvojih dušnih pastirjev odpuščaš moje dolge, ki jih v duši spoznavam in v srcu obžalujem. Hvala ti. Olajšanj lastnih grehov tudi lažje odpuščam svojim dolžnikom. Hvala ti, ker me braniš pred skušnjavcem, hudičem, da me ne vpeljuje v skušnjave, temveč me ti, Oče, rešuješ hudega. S hvaležnostjo v srcu se o prošnjah tudi zahvaljujmo. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne uvedi nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, dobri Oče, podari nam tvoj mir, tvojega duha za današnji dan. Usmiljeno pomagaj, da bomo prostili vsakega greha in varni pred vsakim nemirom, ko polni velikonočnega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika, Jezusa Kristusa. Tvoje je kraljestvo, tvoje je oblast in slava vekov. Gospod Jezus Kristus, ti si naš mir in naša sprava, ker si v svoje trpljenje, križ in stojenje zajel vsakega izmed nas in nas oživljaš s tvojim duhom. Ne glej na vse trenutke, ko smo zaprti, ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve, utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Gospodov mir bodi vedno z vami. In s tvojim duhom. Učitelj, kaj naj dobrega storim, da prejmem večno življenje? Jezus ga povabi, hoji za njim, ampak zahteva, da se vsega osvobodi. In postavlja se vprašanje, kako se more kdorkoli rešiti. Vprašanje zate in zame. Kdor pusti vse zaradi mene, pravi Jezus, prejme 100-kratno ter večno življenje. Jezus hoče, da je on Gospod našega življenja, da je v središču, da je na prestolu našega življenja. Ko bomo sedaj sprejeli kralja pod podobo kruha in vina na naš prestol, mu izrazimo, da je on Gospod. Da želimo biti nesebični, da ničesar ne želimo držati zase in da smo bratje, kjer vlada tok miru. Objemimo se kot Kristusovi bratje in pustimo, da teče duh miru skozi naše telesa, dušo in duha. Vrata mu odpri in pravi kralju kraljev Bog. Prihaja rešit nas, ujetnike osvobodi, od ljubo Božjega ustavi. Naš Bog sile levje, on levje iz Juda, kot Juda njo, za nas se bojuje, vsak se bo priklonil.
močnega ustanovi, dobo močnega. Naš Bog sile levje, od levje iz Juda, občut za narode, za nas se bojuje, sam se bo priklonil njemu. Naš Bog je krepke, za nas darovano, za grihe sveta, nam Kristu ne kreve, vsak se bo priklonil njemu, levu jahniku, vsak se bo priklonil njemu. Preden zmolim prošnjo po obhajilu, vas povabim, da bi skupaj zmolili to molitev. Slavim te, Oče, Sin in Sveti Duh, ker si v Kristusu pokazal resnično moč tvoje nemoči. Prosim te, da bi v življenju zajemal iz tvojega uspeha, s katerim me osrečuješ in me pošiljaš, da ga delim z vsemi ljudmi in z vsem, kar biva. Sveti Jožef, prosi za nas. Amen. Dobri Oče, pokrepčal si nas darom večnega življenja, naj po priprošnji svetega Jožefa in vseh svetnikov, svete skrivnosti, ki jih na zemlji prejemamo, delimo drug drugim in iz njih zajemamo po Kristusu našem Gospodu. Spoštovani pater Vili, eno zahvalo v imenu vseh nas mož in v imenu organizatorjev tega srečanja, ker ste prvič pred 10 leti odgovoril na ta klic Svetega Duha, to je bilo zagotovo njegovo delo, da ste se začel posvečati možem, očetom, skratka tem vprašanjem, ki nas mučijo, in da ste nas znal tudi nagovarjati z Božjo besedo. Prosimo vas, da še naprej tako zavzeto z ognjem delate za to Božje kraljestvo, da se širi blagoslov od vas tudi preko nas, na naše družine, na naša delovna mesta. In v zahvalo vam izročamo danes eno knjigo, iz katere upamo, da boste tudi še črpali kakšne duhovne misli. Naj samo dodam, da brez Damjana ne bi bilo nič, moj sobrat. Z njim sva skupaj sanjala in iskala. Ja. V solo izvedbi se to ne da, to je treba skupaj. To je vse premajhno, ne? To je premajhno. To je moč, ne? To je cerkev. Jaz se učim cerkev v jezuitih. Pač smo taki, kot smo, ampak smo cerkev, ne? Tako kot vi, kot mi. Hvala. Še blagoslov. Hvala vam, da bi blagoslavljali naprej. Saj tokrat, kolikor zakovneš, blagoslovi pol. Na cest, doma, v službi. Možakarje najlažje preklinjamo, to je avtomatika. Sploh, če smo dali jugo armijo skozi. Tistih smo jo dali. To je bilo vsaka tretja beseda. V Španiji isto sem bil tam. To je 3/4 stvari se izrazi s kletvijo, ne, ampak to je škoda. Zato gremo navzdol. Zato je protistrup je blagoslavljanje. Ne, blagoslavljaš, pa ko si prekleva enega ne znaš šoferati, pa si rekel, da bi vse miš pocrkale, potem blagoslovi, ne. Gospod blagoslovijo pa njene otroke, pa njeno srce, pa težave, ki jih ima gotovo tako kot jaz. Na to. Pa ženo sploh, ki se dan peleš, sploh, če jo ne razumeš, kaj hoče. Ja. Blagosloviš, ne, pa te bo kar da ušesa, pa to, da si upaš, pa možakarji ti pomagajo, nek te slišijo, da pa upaš slišati. Ne rečeš, ne. Dobro. Gospod z vami, naj nas blagoslovi, poveže in ozdravlja vse naše odnose.
pa iz nas dela cerkev, to, kar je njegovo največje hrepenenje, Kristusovo telo za ta svet. Zvesti in usmiljeni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen.